Spoštovani vsi udeleženci konference, ob koncu dneva bom povzela nekaj ključnih poudarkov današnjega dogodka z naslovom, ki smo ga danes že večkrat slišali, v kompetence usmerjeno učenje in poučevanje vizija ali iluzija. Zdaj, za mano bom dala te grafične povzetke oziroma žetev, nekaj jih je že nastalo, ti bojo za mano, ostale boste pa pol tudi dobili kasneje, da si boste jih lahko pogledali. Torej, začeli smo z pozdravnimi nagovori, v nadaljevanju pa je naš direktor, magister Gregor Mohorčič, slovenski sistem poklicnega in strokovnega izobraževanja umestil širši družbeni kontekst in izpostavil nujnost razvoja spretnosti, ki jih zahteva trg dela. Opredelil je neobhodnost transformacije poklicnega in strokovnega izobraževanja na način, da bo postal bolj odziven na zaznane potrebe po razvoju spretnosti, ključnih za učinkovito naslavljanje trendov in izzivov, ki jih prinaša ne samo slovenski, pač pa tudi evropski trg dela. V spominu mi je pa ostala tudi slišana beseda sodelovanje. Sledilo je predavanje Danijele, doktor Danijele Makovec Radovan z Univerze v Ljubljani, v katerem je opredelila pomen celovite kompetenčne zasnovanosti izobraževalnih programov in predvsem vlogo šolskih kolektivov v tem procesu uvajanja želenih sprememb. Zdaj, če se spomnimo za nazaj, govorila je o sistemskem pristopu, organizacijskem pristopu, pedagoškem pristopu, omenila je tudi, da si je treba vzeti čas za uvajanje, kar pa so izpostavili tudi naslednji govorci. Prvi izmed mednarodnih primerov, ki ga je predstavil Rini Rome iz Nizozemske, nas je vse skupaj spomnil, da je treba spremembe uvajati postopno, torej da za implementacijo potrebujemo veliko časa, da je treba spremembe uvajati celostno, torej, da se je treba vzeti čas za priprave učiteljev, za samo šolsko organizacijo, tudi za dijake in v končni fazi ostale ključne deležnike, ki so v ta proces vključeni. In pa, da je spremembe potrebno uvajati tudi premišljeno, ne? Da nas mora voditi vsebina izobraževalnega procesa, torej kaj moramo storiti, pa tudi pedagoški pristopi, ki povedo, kako bomo to dosegli. Po odmoru pa sta nas gospa Monika in Hajko iz Nemčije na primeru njihove šole iz Hamburga pokazala, kako so se v bistvu oni soočili z izzivi prilagajanja zahtevam sodobne družbe in sodobnih delovnih okolij in da to počnejo na način, da motivirajo, v bistvu razvili so nek inovativni tridelni pristop, ki temelji na spodbujanju učenja dijakov, tega samousmerjevalnega, in v bistvu, da podpirajo razvoj celostnih kompetenc in omogočajo individualizacijo pouka. Ključno, kar mi je ostalo v spominu, pa je motivacija dijaka, v bistvu, da zelo veliko delajo na tem, kako dijaka motivirati, da v bistvu osvoji kompetence, ki jih mora osvojiti, da doseže poklicno kvalifikacijo. Tako si želimo, da se te pozitivne izkušnje uvajanja teh sprememb, naša dodatna spodbuda, da se ne ustavimo, ko trčimo neke ovire, pač pa, da vztrajamo na začrtani poti procesa uvajanja sprememb in da z delitvijo dobrih praks s tem spodbudimo tudi druge. Tako smo danes tudi z veseljem poslušali Simono Črep iz Šolskega centra Celje, ki skupaj s šolskim kolektivom vztrajno ustvarja spodbudno učno okolje, tako za dijake kot pa tudi za učitelje, pri čemer jo vodi misel na razvoj kompetenc, ki naj bi jih dijaki razvili ob zaključku izobraževanja, spodbujanje razvoja pozitivne šolske klime in skrb za stalni profesionalni razvoj učiteljev. Hkrati pa sem se jaz tudi sploh pri profesionalnem razvoju učiteljev zapomnila, da je omenila neformalne time delovanja na šoli, da niso pomembni samo formalni timi, ki so utečeni, ampak tudi, da so vzpostavili tudi neformalne time. V zadnjem delu konference, torej preden smo prišli sem nazaj, pa sva midve z kolegico Lejo izvedli delavnico, kjer smo odkrivali priložnosti in izzive, ki jih zahteva vodenje kompetenčno naravnane šole. Predvsem smo se fokusirali na iskanje pomembnih dejavnikov in izzivov uvajanja kompetenčno zasnovanega izobraževanja in prišli v bistvu do tega, da smo jih lahko razdelili po nekih skupinah in da so se zelo enakomerno
porazdelili, ne glede na to, da so bili iste trditve, smo jih lahko nekako umestili tako med naravnanost, med vzpostavitev koordinacijske skupine, med kompetenčno zasnovano izobraževanje, ki nam daje priložnost za profesionalni razvoj in ne nazadnje med izziv, ki predstavlja lahko vir napetosti pri uvajanju kompetenčno zasnovanega izobraževanja. S tem smo v bistvu zaključili z vsebinskim pregledom današnje konference, ker smo se pa danes tukaj zbrali in smo nekako tudi na polovici izvajanja projekta modernizacije poklicnega izobraževanja, bi izkoristila trenutek, da v bistvu pregledamo tudi načrte, ki jih bomo uresničili do konca izvajanja projekta. Kot smo danes že slišali, bomo do konca projekta, torej do leta 2026, prenovili 25 srednješolskih izobraževalnih programov in pa 16 višješolskih študijskih programov. Da bomo pa lahko v bistvu za podporo uvajanja teh sprememb, ki jih bomo prinesli za prenov, ki jih bo prinesla prenova izobraževalnih programov, pa bomo pripravili podporna gradiva in pa usposabljanja v prvi vrsti za prvih 5 pilotnih izobraževalnih programov, ki bodo prenovljeni do konca letošnjega leta. Zdaj s samimi gradivi in usposabljanji ciljamo na to, da bomo lahko vodstva in šolske kolektive podprli za kakovostno in postopno uvajanje sprememb v prenovljenih programih. Prav tako bomo na področju vajeništva razvili podporna gradiva za mentorje v podjetjih in opravili evalvacijo obstoječe verifikacije vajeniških učnih mest. Za konec pa še povem, da razvijamo tudi aplikacijo, ki bo omogočala enotno načrtovanje, izvajanje in evalvacijo PUT in bo sprva implementirana na področju zdravstva in socialnega varstva ter predšolske vzgoje. Toliko z moje strani. Hvala.